Lepo pozdravljeni in zopet dobrodošli na drugem predavanju v obliki Zoom webinarja, ki spremlja gostujočo razstavo Mojstrovine Pinakoteke Praškega gradu. Na začetku in na koncu se bom oglasila tudi jaz majčkeno. Za tiste, ki me še ne poznate, sem Katra Meke in sem kustosinja in koordinatorka omenjene razstave v Narodni galeriji. Preden začnemo s samim predavanjem, mogoče nekaj pojasnil. Predavanje, kot sem že povedala, je v obliki webinarja, kar pomeni, da poslušalci oziroma udeleženci nimajo možnosti vklopa kamere in zvoka. So pa seveda vprašanja in komentarji zelo dobrodošli in ste vabljeni, da jih postavite s pomočjo Q&A, Questions and Answers. To je funkcija, ki se nahaja v spodnjem delu aplikacije Zoom. Vprašanja bomo ob koncu predavanja prebrali na glas in naš današnji predavatelj, dr. Gašper Cerkovnik, pa bo nanje tudi v živo odgovoril. Nekaj besed predstavitve našega današnjega predavatelja. Dr. Gašper Cerkovnik je docent in znanstveni sodelavec na oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Raziskovalno se posveča predvsem poznosrednjeveški in zgodnjenovoveški umetnosti v Sloveniji in Srednji Evropi ter zgodovini slovenske umetnostne zgodovine. Pri svojem delu se najpogosteje osredotoča na prenose likovnih in vsebinskih elementov ter idej vezanih na grafike in knjižne ilustracije, vse od 15. pa do 17. stoletja. In na to temo je med drugim objavil tudi nekaj študij o ilustracijah Slave Vojvodine Kranjske, o grafičnih predlogah za Lutrovsko klet v Sevnici in o vplivu Michelangellove poslednje sodbe v Sloveniji. Njegovo današnje predavanje pa je povezano s sliko Jozefa Heinza Starejšega, ki je kot dvorni slikar delal za Rudolfa II. In njegova poslednja sodba je tudi del razstave v Narodni galeriji. Motiv pa predstavlja izredno razširjen motiv v zahodnoevropski umetnosti in precejšen razmah pa je doživel prav v rudolfinskem obdobju, to je med drugo polovico 16. in prvo polovico 17. stoletja. Po teh uvodnih besedah pa besedo predajam kar Gašperju in ga vabim k mikrofonu in kameri. Hvala, Gašper. Najlepša hvala, Katra, za predstavitev. Tudi jaz vas vse najlepše pozdravljam. Torej, moje predavanje bo danes posvečeno motivu poslednje sodbe. Zdaj, s temo sem se začel ukvarjati že kar nekaj časa nazaj, tako da ni mišljena zdaj kot nek odgovor na trenutne situacije. In tudi kot začetno pojasnilo, k temu problemu pristopam res z tega vidika, kako je funkcionirala umetnost v poznem 16. stoletju in potem v 17. stoletju v našem prostoru. Torej, moj glavni cilj ni tu, da zares raziskujem podrobno samo ikonografijo motiva poslednje sodbe, ampak bolj to, kakšno funkcijo je odigralo v takratni družbi. Samo predavanje imam razdeljeno približno na 3 dele. Najprej bi predstavil osnovne koncepte motiva poslednje sodbe in tudi starejšo tradicijo. Potem v drugem delu bi se osredotočil na to sliko od Heinza, ki je razstavljena na razstavi in jo postavil v kontekst tega motiva, pa tudi drugih zgodovinskih okoliščin ob koncu oziroma v drugi polovici 16. stoletja in v drugi polovici 17. stoletja. Potem tretji del predavanja bi pa potem preusmeril prav v naše dežele, torej v slovenske dežele, ki pa so bile glede tega nekoliko specifične. In pri tem zadnjem tretjem delu se bom potem tudi delno navezal na predavanje, ki ste ga poslušali zadnjič, torej na prvo predavanje doktorice Daše Pahor, ki je predavala o celjskem stropu in povezavah za samo Prago. Zelo pomembno njeno tudi odkritje in opozorilo, da moramo v tem času, posebej Rudolfa II. Upoštevati Prago kot pomemben umetnostni center. Bom pa to trditev
nekoliko zamejil, no? Jo bom bolj preciziral z svojimi odkritji. Je pa vse še precej tudi delo v teku, ker kot boste najbrž tudi razbrali iz mojega današnjega predavanja, je tukaj še ogromno odprtih vprašanj in tudi problematika je tako obsežna, da bo zahtevalo še kar kakšen resen projekt, da se bo lahko izvedlo. Torej, kar se tiče samih poslednje sodbe, je to motiv, ki je eden od ključnih v krščanstvu, ki ga najdemo že v Stari zavezi, potem je pa preko Nove zaveze zelo podrobno razdelan in poudarjen in se seveda zaključi v zadnji knjigi tudi samega Svetega pisma, to je Apokalipsa, ne, oziroma Razodetje Svetega Janeza Evangelista. Ves čas je to seveda bilo ključno potem tudi vprašanje, kaj zdaj narediti, da boste pri poslednji sodbi, za katero smo rekli v Svetem pismu absolutno jasno, da se bo zgodila, kaj morate zdaj narediti, da boste tako všeč Bogu, da boste prišli med odrešene in ne med pogubljene. Tako da ni nič nenavadnega, da je potem to kmalu postal tudi zelo pomemben motiv v sami likovni umetnosti. Jaz bi tukaj izpostavil mogoče samo tele, ki so tudi najbolj monumentalni in ki tudi kažejo na to, kako zelo je bil in kako zelo pomembno je bilo, da pride čim večje število ljudi v stik z samim motivom. In nekaj, kar boste v vsakem pregledu zahodne evropske umetnosti srečali, je to, da imate običajno motiv poslednje sodbe umeščen na glavni portal francoskih katedral. To se pravi ena od ključnih lokacij za samo razumevanje arhitekture. In z vidika te francoske katedralne gotike moramo potem tudi razumeti širjenje tega motiva v druge evropske dežele. Zdaj poznamo ta motiv tudi iz slovenskega prostora, kjer nimamo tako monumentalnih upodobitev. In v našem prostoru se zgodi še to, da imamo seveda opravka z drugim medijem. Nimamo kiparstva, tako kot vidimo tukaj v Otanu, ampak imamo poslikave, ki jih potem se motiv je spet koncentriran tako, da ga je lahko videlo čim več ljudi. Ena od lokacij je bila recimo ta, da ste ga umestili na fasado zahodne, nad glavni vhod, na zahodu same cerkve. To imamo v Godešiču, kjer so ravno pred kratkim restavrirali freske. Ta je veljala tako za najbolj monumentalno, čeprav so zdaj zadnje raziskave, ki jih ravno jaz upravljam, pokazale, da ne smemo celotne poslikave interpretirati kot upodobitve poslednje sodbe. Potem imamo pa tudi lahko na slavoločni steni upodobitve v Sloveniji. In to se naslanja na ta ikonografski program, ki se veže na francosko katedralno gotiko, ki je potem zelo vplivna. Torej, če gremo naprej, drug en tak pomemben primer, kjer spet vidimo, kako se naš prostor tudi veže tudi na italijanskega, ne samo na severnega od Alp, je torej poslikava, so teli mozaiki bizantinski v Čeju, ki so tam konec 11. oziroma 12. stoletje, kjer v Italiji vidimo, da je ikonografsko še zelo vezana na bizantinski prostor, kar je seveda čisto logično v primerjavi, v primeru Benetk. To se pravi, da imate to reko ognja, ki pelje pogobljene v pekel. Ta motiv potem tudi najdemo enem od največjih, najpomembnejših freskantov, pa tudi zahodnoevropskih umetnikov, pri Giotto di Bordonu v Padovi, v slavni kapeli Skrovenjevcev, Capella della Arena iz začetka 14. stoletja, kjer Giotto že uveljavlja veliko več plastičnosti, po čemer tudi slovi. Potem tudi prostor nekako bolj že poenoti, ohranja pa še kakšne te bizantinske elemente, ki jih drugje ne bi videli. Torej, da imate ognjeno reko, ki izhaja še iz Stare zaveze. Ravno tako je bil motiv pomemben tudi na tem vzhodnem delu severne Evrope, to se pravi srednji Evropi, kjer pa je bil najpomembnejši medij slikarski na table. Torej, predvsem, kar se tiče krilnih oltarjev, in eden od teh najslavnejših in najbolj impresivnejših
je od vodilnega nizozemskega mojstra Rogiera van der Weydena, to je njegova poslednja sodba, ki je bila narejena in je še danes v Bonnu, iz sredine 15. stoletja, kjer imamo ustajenje mrtvih, pa potem svetega Mihaela z tehtnico, pa potem zgoraj seveda Kristusa svetnika, na levi bomo vedno našli raj, to se pravi pod Kristusovo desnico, in na levi je potem pekel, kjer tudi vidite, da Kristus proti pogubljenim kaže z mečem, medtem ko proti odrešenim z lilijo. Še ena tak zelo pomemben dar, ki je nekoliko manjši, pa potem tudi od Hieronymusa Boscha, tudi eden od teh najslavnejših slikarjev, ki upodabljajo poslednje sodbe. Mislim, da je tudi eden od bolj popularnih. In tale je, sicer datacija ni preveč jasna, tako da jaz tukaj poenostavljam, da je nastala okrog leta 1500, je pa hranjena na Dunaju v Akademiji lepih umetnosti, kjer imate potem vse te fantastične figurice, ki si jih bomo pogledali tudi v nadaljevanju. Vsa ta srednjeveška tradicija potem kulminira v eni od najslavnejših poslednjih in tudi največjih površinsko poslednjih sodb, to je Michelangelova poslikava oltarne stene v Sikstinski kapeli. Torej same poslikave Michelangelo je za njih rabil tam 4 do 5 let, tako da sem tukaj spet poenostavil za letnico 1540. Je pa bilo delo že od vsega začetka tako izjemno vplivno, ker še proti, ko je Michelangelo slikal, so tudi grafiki prevajali njegove risbe in tudi same freske v grafike in so se takoj začele tudi širiti po Evropi. To potem tudi razloži, zakaj je Michelangelova poslednja sodba ena najvplivnejših tudi za razumevanje vse umetnosti v drugi, to se pravi v zgodnjem novem veku, ker je bila v resnici zelo dostopna. Poleg tega, da moramo tudi upoštevati, da je bil Michelangelo eden od teh najpomembnejših umetnikov, ki je bil izjemno inovativen. Pri tej poslednji sodbi je zelo pomembno to, da Michelangelo še bolj poenoti ta zemeljski prostor z nebeškim in imate tudi gibanje, veliko bolj jasno uvede, torej pod Kristusovo desnico imate odrešene, ki se dvigajo v ta zbor nebeški in na drugi strani imate potem figure, ki padejo navzdol v peklensko žrelo. Michelangelova poslednja sodba pa ni bila pomembna samo zaradi vseh teh likovnih dosežkov, ampak je imela še drugo zelo specifično funkcijo takrat. In to je čist z vidika ikonografije. To se pravi, smo leta 1540, to je po tem, ko je že precej jasno, da bo za katoliško cerkev protestantizem izjemen problem. Kar še na začetku, ko Luther začne, leta 1517 z reformacijo, ni bilo tako zelo jasno, v tem trenutku je že izjemno jasno. In tukaj moramo potem tudi razumeti, da Lutherova reformacija se je usmerila na to, da ravno zaradi tega, ker je ta poslednja sodba govorila o tako pomembnem dogodku, torej trenutek, ko bo odločeno, ali boste vso preostalo večnost preživeli v nebesih, ali boste preživeli v peklenskih mukah, je bil ta motiv ravno tako ključen za protestante kot za katolike. S tem, da Luther, če zdaj poenostavim, zahteva, da morajo imeti verniki veliko več kontrole nad tem, kje najdete podatke in kako pridete do Božje milosti. To pomeni, da je moralo biti čim manj posredništva v tem, to se pravi tudi Lutherova maksima je ta solo Christi, samo Kristus je tisti, ki vas lahko odreši, torej ne svetniki, ne Marija. In tukaj vidimo, da imamo Michelangelov odgovor na to, da ne sme biti priprošnjištva, ker že na tej kompoziciji vidite, da Kristus praktično uklene v tak krog svetnikov,
To se pravi, da je absolutno nemogoče priti do Kristusa, če ne greste preko teh svetnikov. In izjemno poudari vlogo Marije, ki jo imate tukaj. Ne? To se pravi, Marija se še posebej kot glavna priprošnjica tukaj izpostavi, ker se praktično celo fizično lahko dotika Kristusa. In tudi vidimo, da se Kristus usmerja na svojo levo, torej na pogubljene, dviga roko nad njimi, medtem ko odrešenim izrazito gleda Marija. Ne? In je potem jasno, da je Marija ta, ki posreduje pri tej poslednji milosti, ki jo boste deležni. Vojno vlogo ima potem tudi Michelangelova poslednja sodba v nadaljevanju. Ne? Torej, motiv je izjemno pomemben ravno tako za protestante kot za katolike. In tisto raziskovalno vprašanje, oziroma to, kar sem opazil, je to, da potem poskušajo tudi na različne načine reševati problem, kako zdaj pokazati, kateri veri pripadate. Ne? In zdaj z vidika naročnikov, seveda, da pripadate pravi veri. Kar se tiče razvoja poslednje sodbe, je v resnici tako, da Michelangelu uspe to, da na višjem nivoju, pa bolj pomembne poslednje sodbe v evropski umetnosti praktično več ne bomo našli. Imamo sicer takele primere, kot je ta velika oltarna slika za jezuitsko cerkev v Naumburgu od Petra Pavla, ki je danes v stari pinakoteki v Münchnu iz leta 1617, kjer vidimo, da Rubens kot najpomembnejši katoliški umetnik v 17. stoletju se jasno nasloni na Michelangela, ne samo v figurah, pa v temle, da imate to gibanje postavljeno, ampak seveda Rubens tudi zelo dobro razume, kaj je Michelangelo želel povedati in izpostavi figuro Marije kot najbližjo Kristusu. Ne? In da je Marija ta, ki spet gleda na odrešene pod njo, medtem ko Kristus tukaj bo zdaj zamahnil z desnico in dokončno kaznoval vse pogubljene na drugi strani. In zdaj, če gremo na tole sliko od Josefa Heinza starejšega, poslednjo sodbo, bomo videli pa, kako so protestanti reševali ta problem. Zapravi, sama slika je bila, to vemo iz dokumenta, naročena leta 1606, potem 1609 slikar umre, tako da vemo, da je takrat moralo biti dokončano, vsaj kar se tiče Heinza. Ne? Teoretično je seveda tudi možno, da je kdo drug dokončal. Slika, kot je že povedala Katra, je trenutno na razstavi sami in je del zbirke Praškega gradu. In če bi sliko si pogledali, bi videli, da imamo tukaj opravka za tabelno sliko, tudi nekoliko drugačnega formata, in ki niti približno ne dosega velikosti upodobitev, ki smo jih do zdaj videli. In to je zdaj ta sprememba, ki se zgodi v drugi polovici 16. stoletja, da te poslednje sodbe postanejo veliko bolj namenjene bolj intimnemu prostoru. Ne? To, kar smo videli v srednjem veku, bi najlažje še razložili s tem, da je v resnici te, ki so zares želeli, da ljudje vidijo ta motiv, je bila v resnici cerkev, da je opozarjala na pomen, ki ga ima pri odrešenju. Medtem ko so v drugi polovici 16. stoletja zaradi Lutra, ki sicer je samo vrh ledene gore, nečesa, kar se kopiči v poznem srednjem veku, tako, ne, v ljudeh, to se pravi, ljudje so želeli imeti čim več kontrole nad svojim odrešenjem. In tukaj potem vidimo, da v resnici z Tridentinskim koncilom, ki poteka v sredini 16. stoletja, tudi katoliška cerkev popusti temu in se zaveda, da brez tega ne bo šlo več naprej. Tako da boste take upodobitve na stotine primerov našli tako iz druge polovice 16. stoletja in posebej 17. stoletja v različnih nemških kapelah in tudi v samih zbirkah. Tudi je bilo narejeno ene par doktoratov na to temo, kjer imate res, je polovica doktoratov samo popis vseh teh slik. Tako da tega res
izjemno veliko in vidi se, da so ljudje na tej stopni želeli imeti te upodobitve veliko bližje, ne? Zato, da so jih nagovarjali in opozarjali na to, da morajo biti izjemno previdni pri tem, katero veroizpoved bojo izbrali, ker je kazen katastrofalna, ne? Če greste v napačno smer. In zdaj si bomo iz zgodovinskih podatkov vemo, da je bil naročnik tale gospod, grof Ernst zu Holstein-Schaumburg, bil je naš tretji, ki je živel od 1569 do 1622. Tale Holstein-Schaumburg je na severovzhodu Nemčije, torej globoko v teh luteranskih deželah. In tudi samo vero grof Ernst podeduje po svojem očetu in to prav v luteransko smer. Kar je zdaj važno, ker še ena stvar, ki je precej posebna pri Lutru, je, da kljub temu, da tako zelo poudarja, da mora biti dostop do odrešenja, ne, to se pravi do Jezusa in Boga čim bolj neposreden, kar pomeni, da mora iti po čim boljših prevodih Nove in Stare zaveze. Vseeno Luter ne upošteva tega, da imate v 10 zapovedih v resnici tudi zelo ikonoklastično zapoved. Torej, da ne smete upodabljati božjih oseb, posebej ne Boga. To Luter enostavno zignorira, ker je, kot zgleda, bil zelo dober taktik in je vedel, da so podobe izjemno pomemben medij, zato da bo lahko dosegel čim večjo število populacije. In še posebej nekakšne malo bolj abstraktne ideje je bilo veliko lažje predstavljati, če ste imeli neko likovno pomoč, ne, pri teh stvarih. Za razliko potem od drugih, ki so bili pa veliko bolj ikonoklastični, ne, kot je bil Calvin, ne, pa potem ta ikonoklazem, ki naredi tudi ogromno škodo. Imamo zaradi kalvinizma ogromne luknje v razumevanju razvoja zahodnoevropske umetnosti, ne. Posebej tam na Nizozemskem so v drugi polovici 16. stoletja uničili praktično vse kipe, ne, po cerkvah. Imamo zelo malo o kiparstvu pred tem časom na Nizozemskem. Tukaj imamo zdaj upodobitev tega gospoda, ki je pa kljub temu, da je bil protestant, bil kot del visokega plemstva v Svetem rimskem cesarstvu močno navezan na dvor Rudolfa II. Takrat. In je tudi z Rudolfom II. V resnici tekmoval, ne. To se pravi, vsi ti plemiči so za samo reprezentacijo so potrebovali vrhunsko umetnost. In tale grof Ernst je želel najboljše, kar je takrat obstajalo. S tem, da je pa bil problem, da je bil Rudolf II., in to, če ste poslušali zadnjič predavanje od kolegice Pahor, mu je bilo zelo malo zares do vladanja in je vso svojo energijo in tudi finance usmerjal v umetnost pa alkemijo, ne, in podobne stvari. Tudi umetno obrt. Kar je pomenilo, da je uzurpiral večino najbolj kvalitetnih umetnikov takrat. In so teli, posebej grof Ernst, pa tudi drugi, so potem na vsak način poskušali priti do teh umetnikov, ker bi na dan pokazali svoj najvišji družbeni status, ne, če imajo lahko iste umetnike kot Svan Cesar v Pragi. In to tudi vidimo iz teh dveh slajdov, oziroma teh dveh slik. Torej, portret, ki ga vidite na svoji levi, je od Rothenhammerja, ki je bil eden od najpomembnejših umetnikov, tudi od Rudolfa II. Tega si celo priskrbi leta 1612. In drugo, ne, kar kaže na to, da ne samo, da je bil zelo ambiciozen, ampak da je imel tudi izjemen okus, je pa to, da si postavi, torej grof Ernst postane leta 1919, plača ogromno denarja potem enemu od Rudolfovih naslednikov, to je bil cesar Ferdinand II., mu plača ogromno količino denarja in ta ga potem povzdigne v kneza. In temu primerno si potem tudi, potem zdaj tukaj že knez, si uredi ta Fürsten mauzoleum, to se pravi knežji mavzolej v Schaumburgu. In to velja za enega od najlepših renesančnih nagrobnikov v Evropi, ne, to se pravi tudi sam mavzolej. In spet tukaj vidimo, da za njega dela, ne, tele bronaste kipe, Adrien de Vries, torej najpomembnejši tudi kipar Rudolfa II., ne. Čeprav tukaj okrog leta 1420 je že bilo lažje priti do teh
teh umetnikov, ker je Rudolf bil že pokojen. Ta slika, ne, za katero vemo, imamo pismo ohranjeno, da je v naročivi pri Heinzu, je bila namenjena tudi za njegovo kapelo v grajski kapeli v Bruckenburgu. In tukaj vidimo, da imamo to enega tudi od pomembnejših nemških primerov tega manierizma iz začetka 17. stoletja. In tukaj ne tudi vidite, da je bila slika namenjena za zahodno zadnjo steno kapele, kjer je bila ta loža, ne, za samega grofa oziroma kasneje kneza in je bila poslednja sodba umeščena v to zasebno kapelo tukaj. Danes je v kapeli tale slika Kristofa Gärtnerja iz leta 1610. Je pa tako, da je bil očitno grof Ernst izjemno slabe volje, da ni dobil te slike. Ker je tudi in potem, ko Heinz umre, je slika takoj zaplenjena in izročena v zbirko Rudolfa II. In celo grof Ernst toži, da bi lahko sliko dobil, ampak kot kaže, mu je bilo zelo zgodaj tudi razloženo, da se to ne bo zgodilo, verjetno sam razumel. In takrat naročili tole sliko leta 1410, s katero pa kot kaže ni bil zadovoljen, ker že kmalu zatem pa poskuša spet pri tem Rothenheimerju, njegovem portretistu, naročiti sliko. S tem, da je, kot kaže, skušal zbiti ceno, kar Rothenheimerju enostavno ni bilo všeč, tako da nikoli ni prišel do slike, ki jo je zares želel, ne. Tako da je morala ostati tale. Žal je to najboljša reprodukcija, ki sem jo uspel najti. Kaže pa, da po svoje sledi tej osnovni ikonografiji, ampak ne čisto, kar je mogoče bil tudi razlog. Možno je, da je takrat se tako zelo mudilo, da bi končno dobil, da bi zapolnil ta prostor za poslednjo sodbo. Da ni bilo časa, da bi slikar čisto upošteval ikonografski program, čez katerega bi zdajle šli, ker je ikonografski program namreč precej kompleksen, pa očitno je bil precej dogovorjen, torej ga je določal naročnik, ne sam umetnik. In zdaj en tak indic, da je tukaj šlo za sliko, ki jo je prav naročil za sebe grof Ernst, je mogoče ta, da če pogledamo tukaj na ta del, ker so odrešeni, je večina figur, če jih pogledate, so v idealnem stanju, ne. Torej, ko pride do vstajenja mesa, naj bi vsi bili v svojem najbolj popolnem, naj bi dobili čim bolj popolno telo. To se pravi, najlepši, kar ste lahko, najbolj zdravi in tako naprej, ne. Kar je seveda logično, ker rabite dobro telo, da lahko potem tudi uživate v zasluženih sadovih svoje prave vere, na drugi strani pa seveda morate biti tudi dobro ohranjeni, če je potem vaša kazen ta, da boste morali celo večnost prenašati muke, ker če boste tako šibki, da boste na vsakih 15 minut omedleli, ne, to ni potem ravno najbolj učinkovita kazen. Tako da bomo tudi pogledali potem med pogubljenimi, da je podobna situacija. Tukaj pa izstopa tale figura tukaj, ne. Vsi drugi vidite, da so res popolni, z lepimi lasmi, z lepimi postavami. Tukaj imamo pa moškega, ki vidite, da se pleši, ima temne lase. In tak je tudi bil sam grof Ernst. Pravi, tudi na portretu, če bi šli pogledati, bi videli, da ima temne lase, pa da ima to plešo, ne. Tako da tukaj gre mogoče prav tudi za prikrit portret grofa Ernsta, ki se tukaj postavlja seveda med odrešene. Zdaj, če gremo na samo sliko in zdaj pogledamo, ali se kje zazna, da je bil grof luteranec. In če gremo na to ključno skupino, torej imate Kristusa sodnika med Marijo in Janezovim krstnikom, svetim Janezom krstnikom. In to je čisto nekaj tradicionalnega, kar ni bilo moteče ne za katolike, ne za protestante, tudi po vsem skupaj, ne. Posebej, če gre za luteranca. Torej gre za tako imenovano skupino Deesis, ki je bila vzpostavljena že v času Bizanca. Torej, da imate pod Kristusovim sodnikom, pod njegovo desnico Marijo, pod njegovo levico svetega Janeza Krstnika. In tudi Luther, kot smo rekli, ni imel nič proti podobam in ni imel tudi nič proti čaščenju
teh figur, ne. Tudi on sam je bil velik častilec in Marije in svetega Janeza Krstnika, je pa vedno opozarjal, da ne smeta biti čaščena kot priprošnjika, ampak samo kot primer najboljše prakse, ne. Torej so bili svetniki še zmeraj pomembni za luterance. Tako da tukaj še ne moramo videti, ker tudi katoliki na koncu koncev ni treba, da bi sledili Michelangelovemu zgledu pa Rubensonovemu. Bi tudi našli takele primere in ne bi nikoli nobena inkvizicija pomislila, da je kaj narobe z vašo vero. Se potem začnejo stvari spreminjati, ko začnemo bolj gledati levo in desno. In tukaj je pa zdaj že nekoliko nenavadno. Pri teh poslednjih sodbah, tudi če bi šli gledati zgodovino, na začetku boste imeli najpogosteje teh 12 starešin upodobljenih, ki se potem začnejo tudi enačiti z 12 apostoli in začnejo se jim tudi dodajati razni svetniki. In tudi tukaj na prvi pogled, če pogledamo, bi rekli, da gre mogoče samo za zbor svetnikov, kar bi bilo potem čisto tudi katoliško, ampak ni tako, ne. Nekaj, kar je precej nenavadno, če pregledujete tudi druge poslednje sodbe, je to, da potem ob strani vidimo, da imamo 4 evangeliste, torej se pravi tukaj sveti Janez evangelist, potem je sveti Luka, potem tukaj imate z levom, imate Marka, pa tukaj Mateju kuka angel, ne, iz ramena, kar je že, kot smo rekli, nenavadno, ampak v redu, na tej stopnji mogoče še tudi, bi lahko rekli, da bi to tudi šlo čez katoliško čez. Se pa potem precej spremeni, ko greste še naprej v ta tretji register, horizontalni, kjer pa vidimo, da so upodobljene samo starozavezne figure. To se pravi, praktično nimamo svetnikov, ki bi živeli po Jezusovem življenju in Marijinem. To se pravi, dobro, imate tukaj svetega Petra, pa tudi bi še videli kakšno sveta Magdalena je še upodobljena, ampak tukaj te ključne figure, imate pa spet Mojzesa, Davida, tukaj imate Abrahama, ne, z Izakom, pa na drugi strani imate tukaj le za to ribo, ne, to je kit, je pa Jona. In to je pa že povsem v skladu z tem, kar Luther pravi, ne. To se pravi, je poudarek na tem, da so samo stara zaveza in nova zaveza tista, ki vas bojo pripeljale do odrešitve. Tega pri katoliški upodobitvi zelo verjetno ne bi srečali. Potem je še en element, ki ga je treba zelo previdno vzeti. Celo sam bi rekel, da najbrž celo ne drži, ampak je vseeno nenavaden. Tukaj med pogubljenimi spet vidite, da so vsi zelo lepi, zato da bojo lahko čim bolj trpeli. Tukaj potem tudi Mihael, ne, jih preganja v eno od teh žrel, ki jih lahko pogledamo. In tukaj od spodaj imamo zdaj tole skupino, kjer imate enega moškega, ki drži mošnjo za denarjem, ne, se tudi vidi obrise kovancev. Potem imamo tukaj žensko, pa potem imamo tole figuro, ki je ta satir, očitno namerava nekaj zelo neprimernega narediti z njim. In od spodaj imate tole skupino telih listkov. Priznam, da sem to prvo analizo delal iz malo slabše reprodukcije, ker izgledajo nekoliko preveliki, ne, imate pa gor tele rdeče madeže. Te reprodukcije, ne, bi to lahko bile tudi karte. Druga opcija, ki bi bilo sicer treba še preveriti, je pa to, da gre mogoče za odpustke. Ker odpustki so bili taka bela pisma z rdečimi pečati gor, ne. Tukaj imate upodobitev, ne. Drugače, sama skupina lahko tudi razumete, da vas, kaj vse je privedlo do pogubljenja, ne, to se pravi pohlep, potem igre na srečo pa razvrat, ne. Lahko tudi na ta način interpretirate. Eden od razlogov, zakaj bi pa verjetno bilo zelo všeč Rudolfu, da ta slika všeč, je pa to, da imate tudi citate na starejšo tradicijo in to bomo videli še v prihodnje, da Michelangelova poslednja sodba ne privede do čist drastičnega zaključka za starejšo tradicijo. Torej, se potem tudi še globoko v 17. stoletje pojavljajo tudi elementi, ki grejo direktno na starejšo umetnost.
In tukaj je zanimivo, da Heinz citira Hieronima Boscha. Tele zelo značilne te demoni tukaj v peklenskem žrelu, so insekti, pa nekaj tako kot neke morski konjički, na pol, neke mešanice najrazličnejših živali. To tudi recimo vidite na tem fragmentu poslednje sodbe, ki je sicer ni direktno od Boscha in je hranjena spet v Alte Pinakothek v Münchnu. In taki elementi bi sigurno zelo nagovarjali tudi Rudolfa II., ki je zelo rad imel takele kurioznosti. Zdaj pa, če gremo na tretji del mojega predavanja, pa bi si pogledali, kako je bilo pri nas. Zdaj sem napisal na Slovenskem, kar je že nekako opozorilo, da se ne bomo držali današnjih državnih meja. Če pa gremo gledati bolj natančno zgodovino, kaj se je dogajalo v tem rudolfinskem času pri nas, je pa situacija še bolj zapletena, ker je bila večina slovenskega ozemlja takrat del tako imenovane notranje Avstrije. Tako v sredini 16. stoletja se namreč habsburška dediščina teh delnih dežel, ki so zavzemale v glavnem južni del Svetega rimskega cesarstva, se razdelijo med 3 dediče in ta tretji dedič dobi v resnici najslabši del, to je notranja Avstrija. To je bil potem nadvojvoda Karl II., avstrijski oziroma notranji avstrijski, in on dobi torej vojvodino Štajersko, to vidite s temnozeleno, potem Koroško, vidite z rumeno, potem vojvodino Kranjsko, ki je takrat obsegala tudi notranjo Istro vse do Reke, pa tudi Trst je obsegala, in potem pokneženo grofijo Goriško in Gradiško. Zdaj, problem teh dežel je, v resnici je bilo kar nekaj. To niso bile gospodarsko najmočnejše dežele. Eden od razlogov, zakaj niso bile gospodarsko najmočnejše, je bilo tudi to, da je predstavljale so najbolj južno mejo Svetega rimskega cesarstva in so bile že več kot 100 let pod stalnim pritiskom turških vpadov, ki so bili usmerjeni ravno tako na same dežele. Poleg tega, da so imele te dežele še en problem, in to je to, da so Turki tudi poskušali priti do Benetk. Tako da tudi vsak turški napad na Benetke, če je šel s to njihovo zloglasno lahko konjenico, je šel čez te dežele. Tretji problem, ki ga je imel nadvojvoda Karl, je pa to, da so bile dežele, ko jih on podeduje, to je leta 1564, praktično, kar se tiče višjega in srednjega sloja, že skoraj čist protestantske, kar je bil velik problem za njegovo vladanje. In tukaj je pa to, kar smo govorili, da je kolegica Daša Pahor zelo dobro pokazala, da je visoko plemstvo, ki je bilo vezano direktno na cesarski dvor, kot je primer v Celju, potem celjskega stropa, se je vezalo na Prago. In če se zdaj spomnite še na tole sliko od Heinza, to se pravi, Rudolf II. Je mirno v svojo zbirko vključil protestantsko sliko. Nekaj, kar je bilo ikonografsko jasno, da je protestantsko. In to se pravi, Rudolfu tudi se ni kaj prav preveč ukvarjal z tudi versko in kakršnokoli drugo politiko, ko je bil zelo prizanesljiv tudi do protestantizma. To ni bilo isto pri Karlu II. On je bil ekstremno predan katolicizmu, tako da je večino svoje energije posvetil temu, kako svoje dedne dežele spet spreobrniti v protestantizem. In to je pomenilo, da notranji avstrijski nadvojvoda, za njega v resnici likovni zgledi iz Prage niso bili uporabni in je moral najti eno drugo rešitev. In tukaj se potem Karl II. Nasloni na svojega svaka, in to je bil bavarski vojvoda William V., tudi tako imenovani pobožni. In ta epitet si dobi zaradi tega, ker je bil William iz družine Wittelsbachov vodja katoliške lige
v Svetem Rimskem cesarstvu. Ne točki iz Svetem Rimskem cesarstvu v tem delu. In naš nadvojvoda je bil poročen za njegovo sestro, to je bila Marija Ana Bavarska. In tukaj vidimo njuno grobnico v Sekovu, ki je bil takrat sedež škofije. Imamo nadvojvoda Karla II. In Marijo Ano Bavarsko. To se pravi, sam Karl II. Umre leta 1590. Takrat je potem postane zelo aktivna tudi njegova žena Marija Ana, čeprav je ves čas tudi iz korespondenc, ki jih ima s svojim bratom, vemo, da je zelo bila aktivna. In tudi vemo, da je neko slavno pismo, kjer toži svojemu bratu, da nima v Gradcu nobenega spodobnega umetnika. In da še tisti, ki pa so pa protestanti. In ona je bila tako pravoverna, da tega ni bila pripravljena sprejeti. In je bila, kot smo rekli, ves čas v korespondenci z Münchenskim dvorom. In tudi pomembno je, da v tej navezi tudi vemo, da iz Münchna pridejo prvi jezuiti v Gradec, direktno iz Münchna, torej leta 1572, potem pa iz Gradca, tudi nekoliko kasneje v Ljubljano kot ti glavni protagonisti. In zdaj vedeti moramo, da je bil München takrat tudi eden od vodilnih umetnostnih centrov, podobno kot Praga. In tudi William V. je sistematično vse te najpomembnejše protireformacijske umetnine, ki so nastajale, to je bil predvsem slikarski okras in za njegove osebne kapele, pa posebej za ta njegov glavni projekt, to je Michaelskirche v Münchnu, kot eno od najpomembnejših renesančnih arhitektur severno od Alp. So vse te slike, je tudi najemal najboljše grafike, kar bomo tudi videli zdaj v nadaljevanju. In so te grafike tudi na veliko krožile po Evropi. In kar se tiče teh jezuitskih, so potem tudi, kot zgleda, prav neposredno jezuiti sami širili svoje kompozicije po katoliških deželah, to, kar je ostalo. In ena od teh grafik, ki je mogla biti precej, ki je bila pomembna sicer po celi Evropi, ampak moja teza je, da je bila pa posebej pomembna prav v našem prostoru, torej v notranji Avstriji, je pa tale od Jana Sadelerja prvega, to je zelo pomembne grafične družine. In to so bili grafiki, ki so bili najbolj specializirani za to, da so neke umetnine, pa naj šlo za slike ali pa kipe, pa tudi arhitekture, da so jih prevajali v grafike, ki so se potem lahko širile po Evropi. In tukaj imamo grafiko po sliki Kristofa Schwarza, ki je bil tudi dvorni slikar na Bavarskem. Gre za poslednjo sobo, ki je morala nastati okrog leta 1590, kjer vidimo, da se spet naslanja na Michelangela, torej imamo Jezusa, Marijo, ki mu je čisto blizu, in Janez Krstnik je jasno odmaknjen iz te skupine. Tako da je jasno, da je Marija najbolj pomembna. Potem okrog so svetniki, potem imamo po Michelangelu tudi vse te anatomije, pa pogubljenje. Pomembno je pa, da imamo tukaj napis, ki jasno sporoča, da je grafika nastala po sliki, ki je bila v zasebni lasti in namenjena za zasebno pobožnost bavarske vojvodinje blažene Renate Lotarinške, pravi žene Williama V. In to sliko je zelo verjetno imela v svoji spalnici in naj bi potem tudi, nažalost, zgorela v 18. stoletju. Tako da edino, kar je ohranjeno, je tale grafika. Da je bila pa ta grafika očitno pomembna, se kaže že s temle fragmentom kapele dvorne, ki si jo uredi Marija Ana, pravi že po smrti svojega soproga Karla II. In tukaj vidimo, da sledi te grafiki, in gre pa za najzgodnejšo datirano kopijo po tej grafiki, leta 1597, ki je danes v gradu Groß Schwerin.
In ta je recimo še tako, bi jo lahko razumeli v tem, kot smo rekli, klasičnem kontekstu, da je namenjena za zasebno kapelo, potem pa se stvari začnejo hitro spreminjati v našem prostoru. In to je to, da je v Vallazurjevi zbirki ohranjena tale risba, ki je tale risba, ki je bila očitno, glede na to, da imate tukaj spodaj arhitekturo naslikano, je bila mišljena kot predloga freske, najbrž za neko grobno kapelo krškega škofa barona Krištofa Andreja Špavrja. Vemo, da je Špavr potem kmalu zatem postane škof v Brixnu, tako da ni morala nastati kasneje. Gre spet za zelo zgodnjo recepcijo in tu imamo že zelo reprezentativno upodobitev, torej sam škof je tukaj upodobljen, da je šlo najbrž za grobno kapelo, no, sklepam, zaradi tega, ker imate vzadaj sveto Barbaro, ki je bila zavetnica, ne, za umirajoče. Sama risba, ne, zdaj seveda v Zagrebu, ker je celotna Vallazurjeva zapuščina. In potem verjetno najbolj pomemben primer, pri nas je najbolj problematičen, je pa tako imenovana Lutrovska klet, ki gre za poslikave, ki so glede na moje raziskave morali nastati po letu 1599, ker je uporabljena ena grafična predloga, ki je datirana jasno v ta čas. Je pa bila zraven tudi, zdaj več ni nažalost ohranjena, ampak včasih je bila še vidna letnica 1619, tako da to je druga možna razlaga, ne. To se pravi, gre za kapelo, ki stoji v ločeni stavbi na pobočju, na grajskem pobočju Sevniškega gradu. In že samo ime vam povem, da je moralo iti, da se spomenik povezuje z protestanti. In zelo verjetno je ta kapela morala imeti nekaj s protestanti, ne. Torej tukaj gre za neko tako ljudsko poimenovanje, Lutrovska klet je v tem primeru mišljeno kot luteranska, ne kot da je bila v lasti Lutra, ali pa da bi bil Luter. Mislim, da se pa tudi pojavljajo v malo bolj problematični literaturi ta rešitev razlaga, da naj bi celo Luter bil nekaj tukaj, kar ni res. Če si pogledamo, imamo spet to poslednjo sodbo, ki, če bi jo šli primerjati, bi videli, da sledi tej grafiki in nekdaj je bil tukaj celoten napis, ki ga najdete tudi na sami grafiki. In tukaj nekje je bila tudi ta letnica 1619. In zdaj v kontekstu, ne, v katerem se gibljemo, zdaj bi bilo precej nenavadno, da bi po letu 1599 lahko sploh še nastala protestantska kapela, vsaj poslikave, ne, v tem prostoru, ker leta 1595 prevzame oblast Karlov sin, to je bil Ferdinand III, notranji avstrijski nadvojvoda, ki potem leta 1619 postane cesar. Ferdinand II, ne, in je ta eden od glavnih, ki tudi poskrbi, da je potem 30-letna vojna res tako uničujoča, kot je bila, ne. Sicer do defenestracije pride še pod njegovim predhodnikom, ampak potem on do konca zaostri razmere do te mere, da pride potem tudi do vdorov, ne, Švedov, ki naredijo izjemno, ne, škodo potem v srednji Evropi. In se tudi naše dežele za las ognejo v tej kruti usodi. In Ferdinand II namreč že leta, mislim, da 1597 prepove kakršnokoli javno izkazovanje protestantske vere. In to se potem samo še toliko bolj stopnjuje, ne. In tudi grajske kapele v taki obliki niso bile tretirane kot zasebni prostor. Tudi takrat, če ste želeli urediti kakršenkoli svet prostor, ste morali imeti dovoljenje. In to z dvora, ne. In tukaj imamo celo izpričan dokument, da je baron Moscon, ki je bil takrat lastnik gradu od leta 1595, da je prosil za dovoljenje, da si lahko uredi grobnico. Mislim, da bi bilo
potem najbolj verjetno, da so takrat tudi poskrbeli za tole poslikavo. Je pa poslikava zelo intrigantna, ker vseeno, ko greste natančno analizirati, kakšni elementi so vključeni, se skoraj zdi, kot da je bila narejena na ta način, da ne bi bil noben problem noter izvajati protestantskega obredja, po drugi strani pa ne bi imeli nobenih težav, tudi če pride inkvizicija preverjati poslikavo, ne. Ker imate tukaj od zgoraj vseeno uporabljeno tole grafiko, ki se jo po mojem takrat kar dobro razumeli, da gre za nekaj, kar je vezano na Wittelsbache in na Habsburžane. In tudi zdaj ne tisto, kar pa potem kaže, da bi mogoče šlo lahko tudi za protestantsko molilnico, je pa to, da je vseeno Marija nekoliko odmaknjena, ne. Vidite, da ni tako točno kopirana, kot smo videli na sami grafiki, ne. Tako da tukaj je še precej odprto vprašanje, ne, ampak če so freske nastale leta 1619, je pa vsem praktično nemogoče, da bi nekdo šel tako na prvo žogo nekaj protestantskega narediti, ne. To v tem času ne bi bilo več možno, ker kmalu zatem pa potem Ferdinand drugi, ne, kot cesar postane tako močen, da celo izžene vse protestantsko plemstvo iz svojih dednih dežel. In takrat se potem tudi na veliko, recimo, selijo na Češko. Če potem gremo pa še v veliko bolj javno sfero, pa potem pridemo do takih poslikav, kot je poslednja sodba v župnijski cerkvi svetega Pankracija v gradu nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu, ki je trenutno zelo na splošno datirana v 17. stoletje, ampak to brez kakšnih arhivskih podlag, ne, bolj na podlagi sloga. Je pa zanimiv zgodovinski podatek, da je bil sveti Pankracij pa sam Slovenj Gradec sodila pod ljubljansko škofijo. Se je v Slovenj Gradcu zelo veliko zadrževal tudi glavni slovenski protireformator, pa rekatolizator, to je bil Tomaž Hren. In Tomaž Hren je bil tudi več let kancler na dvoru notranjeavstrijskih nadvojvod. Tako da je bil v tesnem stiku tudi z samo nadvojvodinjo, Marijo Ano, in je spet čisto možno, da je on posredoval predlogo, ki je morala biti v tem primeru narejena za čim širše ljudstvo, ne. Kot smo rekli, problem konec 16. stoletja je bil, da je bilo ogromno ljudi tik pred tem, ali so že protestanti ali pa tik, da se sploh obrnejo. Tako je bilo zelo pomembno, da ste imeli tudi v javnih krajih takele upodobitve, ne, ker vidite pa, da je Marija dosledno kopirana, tako kot je na grafiki, ne, tako da ni nobenega nesporazuma, ne more biti, kateri veri morate pripadati, da boste šli na levo, ne na desno. In to potem tudi ni edini primer, potem imamo tudi primer poslednje sodbe v Ormožu, ki tudi kaže, da je sledila tej grafiki, s tem, da so potem tudi vključeni še taki elementi, kot je Leviatanovo žrelo, ne. Tukaj zdaj ni nujno, da je šlo tako zelo za neposredno pa tako zavestno kopiranje te grafike, kot bi lahko nekako rekli, da bi še lahko šlo pri Slovenj Gradcu oziroma pri gradu. Ker tukaj pa potem moramo vedeti, da postane ta grafika po Švarcevi sliki res ena od najbolj priljubljenih in najbolj praktičnih, tudi za protestante in ravno tako za katolike, ne. Torej, to je bila potem grafika, ki jo je na koncu koncev želel imeti na eni stopnji tudi vsak slikar, ker je bila toliko obsežna, da ste potem lahko posamezne kompozicije, ne, figur z lahkoto umeščali v prostor, kakrškoli že bil, ne. V tem primeru vidite, da se je moral slikar prilagoditi slavoloku. To bi bilo vse z moje strani. Najlepša hvala za pozornost. Seveda, če imate kakšno vprašanje, vam z veseljem odgovorim.
Torej, Gašper, najlepša hvala za zanimivo predavanje. Predlagam, da še počakava kakšno minutko, če bo kakšno vprašanje, trenutno ga ni. Jaz sem pa želela se majčkeno navezati na tisti del, zakaj je pravzaprav Rudolf to sliko poslednje sodbe pograbil, tudi če je bila tako zelo konkretno protestantsko zastavljena. Tukaj sem hotela samo dodati še to, da zanimivo je bilo to, da je Rudolf svoje otroštvo preživel na španskem dvoru pri svojem stricu Filipu II. In tja ga je prav zaradi tega, da bi ga obranila pred preveč, ko bi rekla, širokimi pogledi glede vere, poslala njegova mati, ki je bila sestra od španskega kralja Filipa, in sicer, da bi ga ta nekako vzgajal v tej strogi katoliški vzgoji. No, na koncu pa v bistvu to ni imelo nobenega haska, je pa imelo veliko vpliv pravzaprav na umetnost in na zbiranje, tako da umetnost in umetniki so bili nekaj nad religijo, očitno zanj. To sem hotela čisto samo še malo tako ilustrirati tudi za poslušalce, ki so danes z nami. Mava pa tudi, eno vprašanje od gospoda Vida Klančarja, oziroma gospe. Pozdravljeni, restavrirala sem poslikavo poslednje sodbe na Godešiču. Zanima me, zakaj menite, da ne gre v celoti za upodobitev poslednje sodbe? Zato, ker je bila zdaj gospa potem to zelo dobro pozna, zdaj je bila končno narejena tudi taka montaža, kako so izgledale vse freske na fasadi. In tam se vidi, da je ta figura, ki naj bi bil na vrhu še enkrat Jezus, mislim, že to je nenavadno, da bi bil dvakrat Jezus na istem ikonografskem motivu, je zamaknjena in sedi na klopi. In je jasno, da je edina razlaga, da je bilo to Marijino kronanje, ki pa ni del poslednje sodbe. Tako da so tiste bordure, take kot so tudi ikonografske ločnice. Hvala. Pogledamo, če še kakšno vprašanje. Zaenkrat ne. Če bi mogoče še dodal, sem pozabil povedati, da ta problem, da ni bilo tako zelo veliko umetnikov, kot bi si lahko predstavljali, posebej nekakovostnih, se tudi kaže pri nas, ker je Tomaž Hren, kljub temu, da je bil ta ključen protireformator tukaj, zaposli na začetku 17. stoletja Leonharda Kerna, ki je bil eden od vodilnih zgodnjebaročnih nemških umetnikov. In je bil tudi tam iz Švabskega, ki je bila protestantska, je bil protestant. In ko gre na potovanje v Italijo in se vrača čez slovenske dežele, ga Hren očitno brez težav porabi za takrat eno od najpomembnejših naročil, tudi izdelava velikega oltarja v sostolnici v Gornjem Gradu, ki je danes v Mariborskem pokrajinskem muzeju. Imamo pa ohranjeno potem kot kratko avtobiografijo od samega Leonharda Kerna, ki pravi, da ga je takrat Hren prosil, da naj ostane in dela za njega, tudi če je protestant. Ampak da njemu, ker ta avtobiografija je nastala tik pred smrtjo, on seveda pravi, da je pač vedel, katera vera je prava, in je raje potem šel domov. Torej, če ni nobenih drugih vprašanj, bi se ti jaz, Gašper, še enkrat zelo lepo zahvalila, da si se odzval na naše vabilo in da si nam pripravil zelo zanimivo predavanje. Jaz sem prepričana, da vsak od nas izvedel nekaj novega ali pa vsaj osvežil nekaj znanja. Za tiste, ki nas niso mogli spremljati, lahko povem tudi to, da bo posnetek predavanja dostopen na YouTubeu v nekaj dneh.
Ostale pa vabim, da se nam tudi pridružite na naslednjem predavanju 8. decembra, ko bo dr. Marjeta Ciglenički govorila o slikah Kristjana Schröderja, dvornega umetnika, ki je delal kopije po umetninah v Praški galeriji. Tako da, kakor kaže, bo verjetno takrat tudi še virtualno srečanje, ampak pustimo se presenetiti. Gašper, še enkrat hvala. Upam, da si bomo lahko poslednjo sodbo tudi kmalu v živo ogledali, ne samo prek PowerPointa. Ja, najlepša hvala za povabilo, Katra. Vsem lep večer. Adijo.